razstavo Štirje cikli v galeriji Ekurna sestavljajo 4 razstave. Moje zadnje 4 razstave v barvah, to so Obiskovalci, Postmortem, Rdeča in Lakota. Gre nekako za presek mojega 30-letnega delovanja, oziroma natančneje gre za barvne cikle posnete oziroma razstavljene po letu 2005. Torej po eni strani od prejšnjega dela loči tokratna razstava, loči dejstvo, da so te fotografije posnete v barvah, po drugi strani pa gre za neko nadaljevanje oziroma rdečo nit mojega fotografskega dela, to je ukvarjanje s človeškim telesom. Človeškim telesom, ki je krhko, ranljivo, telesom, ki je podvrženo nasilju, bolečini in užitku. Ta serija oziroma ta sklop razstav, Štirje cikli, se razlikuje od prejšnjega dela, od prejšnjega delovanja, z prejšnjih ciklov serij tudi po tem, da obravnava tematiko smrti, minljivosti, kar pomeni, da je tokrat nasilje, ki je bilo v prejšnjih serijah prostovoljno nasilje nad lastnim telesom ali igrano nasilje, tokrat pomeni nasilje nad človeškim telesom, ki ali koketira s smrtjo, se to telo giblje nekje na robu smrti, kot v ciklu Lakota, ali pa gre za človeško telo, ki je mrtvo, ali celo za mrtvo telo, ki je v fazi razpadanja oziroma popolnega uničenja v peči krematorija. Tudi pri svojem delu sem se praktično vedno ukvarjal z motivom človeškega telesa in nasilja. Pri tem, da sem nasilje stopnjeval v začetku igranega nasilja, simuliranega, potem sem šel v smer nasilja, ki bi mu pogojno bi lahko temu rekel sadomazohizem, skratka prostovoljnega nasilja nad svojim telesom. In to nasilje stopnjujem proti ultimativnemu nasilju, kar pomeni izničenju smrti oziroma izničenju človeškega telesa. Zame je smrt zavestnega človeka nasilje. Nekateri mislijo ali hočejo verjeti, da je smrt človeka nekakšno naravno dejstvo. Zame smrt človeka ni naravno dejstvo, ker mislim, da pripadamo bolj civilizaciji kot naravi. Skratka, smrt je naravno za živali, za ljudi pa mislim, da ni. Najbrž je tudi naše pojmovanje tragičnega povezano s smrtjo oziroma s tem telesnim uničenjem, fizičnim koncem, kar pomeni smrtjo. V tokratni razstavi v galeriji Ekurna se ukvarjam torej s smrtjo. V seriji Lakota je to bližina smrti shiranega telesa, ki boleha za anoreksijo. V seriji Postmortem gre za človeška trupla, zmrznjena človeška trupla. V seriji Obiskovalci gre za nekakšne portrete v trupel o kosti v krematorijski peči.
V seriji Rdeča obravnavam, se ukvarjam s truplom dojenčka, ki plava, leži v formaldehidu. Zdaj lahko bi se vprašal, zakaj tako, zakaj se sploh ukvarjati s smrtjo. Smrtjo oziroma natančneje s človeškim truplom. Edini odgovor je, oziroma najbolj pošten, da me to zanima, privlači, iritira, zato ker je to nekaj skritega, odrinjenega, zato ker je to tabu, ampak najvažneje nazadnje pa tudi zato, ker je to nadvse hvaležen predmet obravnave skozi medij fotografije. Mogoče se je moja fascinacija začela nekje drugje. Mogoče se je ta odnos začel takrat, ko so mi takoj po rojstvu morali zamenjati kri. Najbrž sem imel zato 2-3 desetletja kasneje pogosto občutek, da sem sicer živ, pa vendar že mrtev. Mogoče sem čutil, da sem mrtev, ker mi je narava, namreč moje telo, nekako sporočala, da sem mrtev. Jaz pa sem bil kljub temu, zahvaljujoč sodobni medicini, živ. Medicina je nekako vkanila naravo in me ohranila pri življenju. Narava pa mi je, nasprotno, sporočala, da sem pravzaprav mrtev. Gre za nek nesporazum. To je osnova moje fotografije. Mislim, da je smrt v naši civilizaciji oziroma v naši zahodni družbi popolnoma oziroma odrinjena, tabuizirana. Odrinjena je čisto izven nekega našega vsakodnevnega življenja. Smrt je po eni strani tisto, kar se zgodi drugim, kar sicer nekako racionalno priznavamo, vemo, da obstaja, ampak mislim, da sicer pa čutimo tega pa ne. Skratka, mislim, da gre za tako rekoč nekaj neznosnega, natančneje neznosna je misel na to, da se bomo nekega dne spremenili v truplo. Zato se smrtjo, oziroma natančneje s truplom srečamo zelo redko, umiramo večinoma v bolnicah. Truplo je potem prepuščeno nekim komunalnim institucijam. Pokopališča ležijo nekje na robu, izven naselij. Skratka, mislim, da je telo, oziroma natančneje naš odnos do našega telesa nadvse zanimiv in paradoksalen. Po eni strani telo posedujemo, kar pomeni, da ga nekako obvladujemo, mu vladamo, ga nadzorujemo, svojo voljo ga premikamo, lahko ga spreminjamo, na primer s telovadbo, s prehrano, lahko ga tetoviramo, lahko ga prebadamo, krasimo. Skratka, po eni strani se zdi, da mu gospodarimo, no, po drugi strani pa telesu pripadamo, kar se vidi, na primer, v trenutku oziroma ko telo zboli. Takrat čutimo, da se to telo izmika našemu nadzoru in da nas konec koncev lahko tudi ubije. Skratka, to je ena stvar, bolezen, potem ko občutimo telo kot neko breme, nekaj negativnega, je bolečina in na koncu je to staranje. Staranje v smislu, da se telo stara, boleha propada in na koncu neizogibno umre. S tem, ko umremo tudi mi. Lahko obstaja druga situacija, to pomeni, da mi psihično, oziroma kot osebnost umremo, naši možgani so mrtvi, vendar telo živi, še vedno živi. V tem trenutku pa je nemogoče, da bi naše telo umrlo, mi, naši možgani, naša osebnost bi pa
še vedno živela. Skratka, lahko bi rekli, da nas bo to telo, ki ga posedujemo, da nas bo nekega dne preprosto ubilo. Kot za moto svoje fotografije bi mogoče lahko citiral kar samega sebe, natančneje. Sreča je vedno bolj ali manj lažna, zlagana in umetna. Za fasado sreče se skrivajo laž, kič, vulgarnost, podobe, ki jih kažemo drugim. Trpljenje na drugi strani je vedno bolj ali manj pristno. Nihče se ne hvali z revščino in pomanjkanjem. Kraji trpljenja, bolečine in revščine so kraji resnice. Resnica pa je, tako se vsaj zdi, grda. In resnica je, da boste umrli in da vaša smrt ne bo niti najmanj dostojanstvena.